Naj učenci iztekajočega se leta, španski učenci brali slovenske avtorje, temeljni postopki vživljanja z uporabo defibrilatorja, uspeh občinskega tepčka v Smledniku, tajna prva pesniška zbirka, spoznavajmo sestransko Moniko Jekler, zgodbo njenimi gosti v poletni festival, 3 zlate vzbilje, 1 v Smlednik, srečanje na naši tromeji na Grmadi, 700 mladih na mini olimpijadi. Dober večer in lepo pozdravljeni. Današnjo oddajo začenjamo tako kot vsako leto tak čas z najboljšimi učenci med najboljšimi. Koronavirusna situacija je 2 leti zapored spremenila običajni protokol ob koncu šolskega leta, ko je župan skoraj nepretrgoma vse od leta 2001 v knjižnici Medvode sprejel najboljše učence z vseh 4 osnovnih šol. Med korono pa se je protokol obrnil. Župan Nejc Smole je namreč najuspešnejše devetošolce obiskal in jim priznanja podelil kar v šolah. In ker se je to pokazalo za uspešno, je to navado ohranil tudi letos. Obiski so si sledili od petka, mi pa smo se mu pridružili včeraj na obisku v osnovni šoli Smlednik. Tako kot je to že običaj, je župan obiskal najuspešnejše učence posameznih osnovnih šol. Letos smo novinarji spremljali njegov obisk v šoli, ki jo je tudi sam obiskoval, zaradi česar se je med pogovorom z učenci večkrat prikradel tudi kakšen spomin na njegove šolske dni. Seveda se zgodovina redno ponavlja in tudi letošnja generacija zase meni, da je bila najboljša, ki je do sedaj obiskovala šolo Simona Jenka, četudi se je bilo za uspeh potrebno potruditi. Spomini definitivno ne bi mogli biti lepši, teh 9 let je bilo tako res odličnih, čeprav tako 7. 8. razred je bilo res, kar se tiče ocen, nekako najtežji, ampak ta 9. razred na koncu ni bil tako težek, kot so nam govorili, in najbolj zabaven razred in najbolj memorialen od vseh. To, da imam pa vse ocene zaključene, mislim, da sem odlična letos, je pa kar uspeh. Mislim, sem zelo zadovoljna. Nisem pričakovala, da mi bo še posebej v 8. in 9. to ratalo, ampak je šlo in se je splačalo. Nagrajevanje odličnjakov je že dolgoleten način priznanja njihovega truda, predanosti in odličnih dosežkov v šoli. To spodbuja motivacijo in samozavest učencev ter jih spodbuja k nadaljnjemu študijskemu trudu. Sigurno veliko pomeni, da dobiš za to svoje delo neko pozitivno feedback, da ti je ratal, da si bil uspešen, tako da ja, kar pomeni. V šoli v Smledniku še vedno negujejo tudi tradicijo šolske pomoči med učenci in tako uspešnejši učenci pomagajo tistim, ki imajo z učenjem posameznih predmetov težave. Smo zelo odprt razred in si pomagamo, tako da jaz sem tudi inštrukcije dajal 1-2 učencama, tako da si pomagamo, pa tudi zapiske si posojamo in tako naprej. Imam sošolca, ko sem mu tudi jaz pomagal pri učenju, ki je imel lansko leto veliko slabše ocene, ampak je letos spravil na 3, tako da jaz sem tudi na druge ponosen. Tisto, kar se vsako leto močneje kaže kot vse večji problem, pa je digitalna zasvojenost mladih. Internet in digitalni svet jim ponujata številne možnosti za zabavo, kot so igre, družabna omrežja, videoposnetki, glasbe in filmi. Otroci se hitro navadijo na to obliko zabave in postanejo odvisni od nenehnega iskanja novih vsebin. Velikokrat starši ne postavijo jasnih meja in omejitev za uporabo digitalne tehnologije, kar pripelje do tega, da otroci preživijo preveč časa pred zasloni in se težko ločijo od njih. In to se opaža tudi pri pouku. Ker te okoliščine, v kateri pa živijo otroci, se pa spreminjajo praktično iz leta v leto. 20 let nazaj ni bilo mobijev in tako naprej, oziroma so bili redkost. In zdaj so otroci, se ste slišali, 2-3 ure na dan, 4, posvečajo tem zadevam veliko svojega časa. Seveda je to na račun nečesa. In škoda je tisto izgubiti, kar je bilo. To je na račun socialnih veščin, to je na račun gibanja in tako naprej. In tle vidim probleme. Kot sem že Mariji prej rekel, treba se bo naučiti samoregulative in sebe omejiti. Je pa to seveda tako narejeno, da se izloča dopamin, da je to neke vrste droga lahko rata, odvisnost in marsikšen ima s tem veliko težave, tudi med temi mladimi. Tega, da so preveč odvisni od digitalnih vsebin, se zavedajo tudi mladi. Da svet se spreminja, nekako na boljše, ampak kar se tiče te elektronike, pa definitivno na slabš. Mislim, da je bilo bolj kvalitetno življenje tako 20 let nazaj v primerjavi s tem. Pa tudi otroci so imeli lepše otroštvo prej, kakor imamo mi zdaj, definitivno. Učitelji se tako soočajo s povečanimi izzivi pri pridobivanju pozornosti učencev in jih težje spodbujajo k aktivnemu sodelovanju v učnem procesu.
Še posebej starejši učitelji se soočajo z izzivi pri prilagajanju svojih učnih metod, da bi lahko bolje odgovarjali na potrebe digitalno zasvojenih učencev. Učitelj mora biti fleksibilen in mora biti v korak s časom in mora razumeti učenca, kaj se mu dogaja, zakaj je tak, kakršen je. In tukaj treba vlagati napor in se spoznava z njimi in tudi včasih poklepetati z njimi, da malo vidiš, kaj imajo v glavah, ker včasih pa res ne vemo, kaj imajo. Pomembno je, da učitelji razumejo vpliv digitalne zasvojenosti za učence in si prizadevajo za prilagajanje pouka ter vzpostavljanje okolja, ki spodbujajo zdravo uporabo tehnologije in razvoj drugih pomembnih veščin, kot so komunikacija v živo, kritično mišljenje in socialna interakcija. K vsemu temu pa pripomore tudi nagrajevanje najboljših učencev, kar spodbuja druge učence, da si prizadevajo doseči enake rezultate in sledijo njihovim stopinjam. To ustvarja pozitivno vzdušje, kjer se učenci motivirajo med seboj. Vsem devetletkarjem pa na njihovi novi poti želimo, da se bolj zavedajo svojega potenciala in se samozavestno lotijo prihodnjih izzivov. Kriterij za priznanje je bil tudi letos enak kot vsa zadnja leta. Odličen uspeh vseh 9 let s povprečjem nad 4,6 ali zlato priznanje na tekmovanju iz znanja ali uvrstitev med 3 najboljše na državnih športnih tekmovanjih ali 6 najboljših ekip v državi. Takšnih učencev je bilo letos 30 od skupno 171 devetošolcev v 10 oddelkih naših 4 osnovnih šol. Med najuspešnejšimi devetošolci so letos prevladovala dekleta, saj jih je med prejemniki kar 24. Na vsaki šoli pa se jim je pridružil tudi kakšen fant, skupaj jih je 6 prejelo priznanja. Verjetno bo kdo izmed teh najboljših kdaj sedel tudi v druge klopi, na tiste v občinski sejni sobi. Občinski svetniki se bodo v sredo sestali na 6. seji v tem mandatu in med drugim 2-krat ugotavljali, da gre za javno dobro, enkrat, da obremenijo nepremičnino služnostno pravico pri izgradnji kanalizacije, drugič pa za prevzem nepremičnine pri izgradnji križišča pri naselju Dol. Svetniki naj bi sprejeli tudi odlok za ustanovitev sklada za izgradnjo nadomestne osnovne šole Preska in dali soglasje k imenovanju direktorja knjižnice Medvode za novi mandat. Skratka, ko smo že pri knjigah, med 6. in 9. junijem je našo občino skupaj z družinami obiskalo 7 ambasadorjev iz Španije. Fantje in dekleta, stari od 9 do 12 let, so si v družbi sovrstnikov iz osnovne šole Preska ogledali Medvode in druge slovenske kraje. Spoznali svoje slovenske vrstnike, pa tudi slovenske avtorje, katerih knjige so doma prebirali. Za svoje delo so ambasadorji ob Svetovnem dnevu knjige prejeli medalje in posebna priznanja, kot posebno nagrado pa je založba Malinc njih in njihove družine povabila tudi na obisk Slovenije. Ta naveza traja že kar nekaj časa. Mi smo vzpostavili v Španiji stik z to je v bistvu ena organizacija Atelier Sienle, delavnice Sienle, in oni so začeli promovirati slovensko literaturo. Sem so prišli ambasadorji slovenske literature, to so otroci, ki so brali knjige slovenskih avtorjev, prevedene v španščino, ki jih je izdala založba Malinc, in so potem o teh knjigah, prebranih knjigah, govorili svojim sošolcem. In na tak način je lani potekal en razpis in se je v njem sodelovalo 7 otrok, 7 ambasadorjev in pač njihove šole. Letos je pa teh bralcev, ki so brali na tak način slovensko literaturo, že 1000 in število ambasadorjev se je tudi povečalo. Se pravi, najprej jih je bilo 7, letos jih je 28. Tako da z nami so torej ta organizatorka Jacqueline Oliver in njen sin Rodrigo Oliver, ki tudi pomaga seveda. Potem so predstavniki šol, starši in seveda 7 ambasadorjev slovenske literature. Jaz sem se seveda z veseljem odzvala, ker je to čudovita priložnost predvsem za moje učence, da spoznajo tudi kakšne svoje španske vrstnike in da res slišijo to pravo španščino od naravnih govorcev, da se z njimi malo podružijo, seveda tudi poskusijo kakšno besedo spregovoriti. Sicer so tule z nami predvsem učenci, ki so se zdaj učili prvo leto, pa potem tudi tisti, ki se učijo drugo leto, tako da ti starejši iz 8. razreda so tisti, ki danes malo več govorijo in jim bodo tudi malo predstavili neke dele Medvod, potem jim bomo pa naredili oziroma jim bomo
jim bomo ponudili še en tečaj slovenščine, tako da se bodo tudi Španci lahko nekaj osnov slovenščine naučili, da bodo znali kaj povedati tudi v našem jeziku. V Medvodah jih je sprejel župan Nejc Smole. Ogledali so si tudi Smleški grad. Šolarji iz osnovne šole Preska so po Medvodah iskali skriti zaklad in se učencem osnovne šole Medvode pridružili pri pouku na prostem. Najprej smo se pripravili za njihov prihod in zdaj se bomo tukaj malo po Medvodah sprehodili, potem gremo pa skupaj na našo šolo Preska in tam bomo imeli tudi učno uro slovenščine in jih bomo naučili nekaj osnovnih besed in potem bojo pa tudi poskusili tradicionalno slovensko kosilo, pa dobili bodo tudi potico in ja. In kako poteka sporazumevanje? Se pogovarjate o španščini? Poskušamo, sicer je težko, ker mi ne znamo mogoče toliko, ampak še vseeno se pa tudi poskušamo v angleščini, če kaj razumejo. Me ha parecido una experiencia que no podría haber hecho cualquier persona. Me siento muy afortunada y pues eso. A mí el que me ha quedado más me ha gustado los dos, pero si algo más me ha gustado más, me ha gustado el de Peter Svetina, el de los sabios hipopótamos. Šolarji so bili navdušeni tudi nad Slovenijo, njeno kulinariko in naravo. Obiskala jih je tudi Marješka Pehta, ki je učence poučila o načinih uporabe zelišč in jim postregla z domačim bezgovim sokom in regratovim medom. V dneh svojega obiska pa so spoznali celo nekatere avtorje, ki so jih brali prevedene v španščino, med njimi tudi Klariso Jovanovič in Petra Svetino iz Škofje Loke. Konec lanskega leta smo v projektu participativnega proračuna Sodeluj in glasuj izglasovali 32 projektov, ki naj bi se izvedli v letošnjem in prihodnjem letu. Med njimi tudi postavitev 3 defibrilatorjev v Hrašah, Dragočajni in v Žejah. V tem trenutku je po celotni občini že nameščenih 30 defibrilatorjev, še bolj kot to pa je pomembno, da jih znamo uporabljati. Oziroma, ker je uporaba preprosta, da si jih upamo uporabljati. Včeraj smo se pridružili krajanom na prikazu temeljnih postopkov oživljanja s pomočjo avtomatskega defibrilatorja. Včeraj sta tako potekala 2 prikaza. Prvi ob defibrilatorju v Žejah, ki so ga krajani izglasovali v aktualnem participativnem proračunu, in v Žlebah na Planini. Gre za točko prve pomoči, ki so jo krajani z glasovanjem podprli že v prvem sklopu participativnega proračuna. Običajno povemo algoritem oživljanja, se pravi, na kaj naj bodo pozorni, kakšen je vrstni red, se pravi varnost, odzivnost, dihanje, potem kličemo 112, če imamo pomoč, pošljemo po defibrilator najbližji, vedno opozorimo, da je dobro, da se krajani sprehodijo od doma do najbližjega defibrilatorja, zato da dobijo tudi občutek, koliko časa potrebujejo od doma do defibrilatorja. Če dostavimo defibrilator v 2 minutah po nesrečencu, je lahko verjetnost preživetja 50% ali več. Prav za voljo slednjega je bil tudi podan predlog za točko nujne pomoči v Žlebah. Za participativni proračun smo predlagali, da se tukaj v Žlebah na Planini dobi oziroma pripravi ena točka prve pomoči, ki vsebuje defibrilator in pa nahrbtnik s prvo pomočjo. Zakaj? Zato, ker so Žlebe relativno razprostrta vas. Prvi defibrilator je šele v Preski in v primeru nujnosti je to predaleč. Kot pobudnika projekta sta skupaj s partnerjem Rokom Prevodnikom uredila teren, električno napeljavo in zgradila primeren kozolček. Prostor je zastekljen, vgrajeni so zračniki in alarm, torej primeren prostor za namestitev točke prve pomoči, ki v družbo dela še krajevna knjižnica. Tako da je bil njun vložek v projekt skoraj da višji od zneska iz participativnega proračuna. Ja, v bistvu s partnerjem sva postavila tale kozolček. To je najna investicija, najn doprinos k skupnosti, k skupnemu dobremu. Participativni proračun je pa pravzaprav prispeval k samo defibrilator in pa nahrbtnik prve pomoči. Prvi defibrilator v naši občini smo sicer namestili natanko pred 10 leti na Čolnarni ob Zbiljskem jezeru na pobudo takratnega in ponovnega direktorja zdravstvenega doma Medvode Rajka Vajda. Sedaj pa jih je nameščenih že 30. V lanskem letu je bilo za njihovo zavarovanje, preglede in vzdrževanje porabljeno 10 000 €.
kontrolov. Po vsaki uporabi je potrebno defibrilator pregledati in zamenjati baterije z elektrodami. Kljub temu, da je uporaba avtomatskega defibrilatorja preprosta, pa je vendarle priporočeno, da se vsaj enkrat udeležimo praktičnega prikaza in s tem premagamo morebiten strah pred uporabo. Skupaj z občino sodelujemo, tako da je veliko lažje. Predvsem je pa res naša naloga, da podajamo znanje. Zato, da pač, če jih že imamo toliko v občini, da se jih tudi ne bojimo uporabiti. Jaz upam, da čim manjkrat, ampak da takrat, ko je pa treba, da pa ni strahu. Po izkušnjah jih je najbolj strah ravno tega pritiska, kaj se lahko zgodi ob pritisku na prsni koš, ali bodo zadostno pritisnili, ali bodo pravilno izvedli, to jih najbolj skrbi. Tukaj jih probamo pogumiti, da poskusijo, da tudi sam defibrilator ne strese kar tako, da da jasna navodila, kdaj lahko pritisnemo na gumb. Zdaj, ko pritisnemo na gumb, moramo biti pozorni, da se res vsi umaknejo, da ne stresemo še koga zraven. Tako da probamo jih opogumiti, opolnomočiti, da naj poskusijo in na tak način probamo širiti znanje. Da torej vemo, da je uporaba defibrilatorja preprosta, da pa je sama njegova uporaba brez pravilnih stiskov prstnega koša neučinkovita. Sedaj vi najbrž niste med tistimi, ki bi si sedaj ne upali uporabiti defibrilator. Ste danes še kaj novega zvedeli? Seveda vsakič je koristno slišati take informacije, da si obnoviš znanje, da potem v primeru, ko je to potrebno, lažje in hitrejše odreagiraš. Imate še kakšen projekt v mislih? Smo prijavili tudi v trenutnem razpisu, vendar nismo bili uspešni. Žal je pač en drug projekt dobil več glasov. Sicer pa bi tukaj potem imeli še gasilsko opremo, ampak mogoče kdaj drugič. Ob tem še obvestilo, da bo v Pohograjcih pred podružnično osnovno šolo na Katarini v nedeljo 18. junija ob 11. uri potekala slovesnost ob 80-letnici Dolomitske republike in krvave hajke v Belški grapi. Slavnostni govornik bo profesor na Filozofski fakulteti, zgodovinar dr. Peter Mikša. Poslanico pa bo podal župan občine Medvode Nejc Smole. V kulturnem programu, ki ga je zasnovala naša televizija, nastopajo partizanski pevski zbor Gaja Sorč, Nikolovski, bratje Jemc, godba ljubljanskih veteranov, folklorna skupina Kud Sora, Impuls Dance Studio Medvode, Domen Valič in ostali pričevalci. Že dan prej, torej v soboto, pa bo čez Katarino pot vodila tudi karavano najboljših kolesarjev sveta, ki se bodo pomerili na tradicionalni 29. dirki po Sloveniji. Del 4. kraljevske etape Ljubljana-Kobarid bo šel namreč tudi skozi našo občino na trasi Osrednjek, Topol, Trnovec, Sora, Rakovnik, Goričane, Medvode in potem naprej v Škofje Loko. Prihod kolesarjev na Topol, torej Katarino, je predviden med 10:50 in 11. V Medvodah pa se kolesarje pričakuje med 11:10 in 11:20. Vse navijače ob trasi prosijo, da poskrbijo za varnost tekmovalcev in svojo varnost in da seveda pričaramo pravo navijaško vzdušje. O športu še pozneje. Po 2 dramah Prisega o polnoči in Naša kri, po moderni komediji Vaja zbora so se smleški igralci ponovno zbrali skupaj in tokrat svoji zvesti publiki priredili veselo igro Janeza Evangelista Kreka z naslovom Občinski tepček. Premierna predstava se je zgodila v soboto na zdaj že tradicionalnem prizorišču na Merjaščevi domačiji v Smledniku. Kadar se smleški igralci spravijo na vaje in se po vasi prične govoriti o tem, da bo spet predstava, so pričakovanja velika. Sploh zato, ker se običajno lotijo tematike, kjer gledalci najdejo tudi kanček sebe. Tudi tokrat je tako in premierna publika je dobila od veseloigre Janeza Evangelista Kreka točno tisto, kar si je želela. Ja, imeli smo izrazito prijetno publiko. Treba je namreč ločevati od tega, kar smo delali zadnje 4 leta, se pravi 8 let nazaj Prisega v polnoči, pa potem čez 2 leti Naša kri, ker sta bili 2 tipični drami. Potem smo imeli 2-krat covidno
res moderno komedijo pred kulturnim domom Vaja zbora. To zdaj pa v resnici veselo igra, ne? Ker ni komedija v današnjem razumevanju besede, ampak je veselo igra spisana leta 1890, verjetno tam okrog od Janeza Evangelista Kreka, kar pomeni, da je to ena taka, da je cilj pravzaprav podoben temu, kar je cilj naših udejstvovanj tukaj dol na Marjaščevi domačiji. To je, da upamo, da se ljudje prijetno počutijo tisti večer. Ne. Prijetne občutke so skupaj z gledalci delili tudi igralci, ki so si oddahnili, ko so premierno predstavo končno spravili pod streho. Čeprav je le malo manjkalo, da je ni prekinil dež, ki je za nekaj minut zaradi panične reakcije nekaterih gledalcev nekoliko zmotil ritem igre, a so tudi ta del igralci speljali, kot da se ni zgodilo nič. Olajšanje, da je premiera za nami. Ja. Pred premiero že manjka tisti stik z občinstvom, ko ima že vsega dovolj in se sprašuješ, a bo v redu ali ne bo, a bo ljudstvo sprejelo zadevo ali ne. Ampak ja, bilo je prijetno, tako da smo zadovoljni, da smo speljali, da tudi vreme, čeprav nam je vmes malo ponagajal, da je zdržal kljub temu in ja, da je kljub narejena. Vsaka premiera je tisti trenutek, ko pravzaprav ne veš, kako bo vse skupaj izpadlo, vaje naredijo svoje, pa se ti nekaj zdi v redu, nekaj ni v redu. Tukaj pa prvič dobiš odziv publike, a ne, in šele potem se začneš zavedati, razmišljati pravzaprav, a je to, kar delamo v redu, in jaz mislim, da je bilo kar dobro zastavljeno, smo tudi kar cilje v redu izpolnili. Ne. Zdaj, mogoče je mal trenutek tisti rahel dežek, ko je prišel, naredil mal zmede, pa mogoče celo bolj pri gledalcih kot pri igralcih. Čeprav tudi za igralca je verjetno, je mečkan te zmede, ampak mislim, da smo kar dobro speljali naprej, tako da so ljudje, mislim, da so kar uživali. No. Ja, občutki so v redu, tukaj je zmer malo nevarnosti z vremenom, ker se je danes mečkan uresničila, ampak v resnici je tole prizorišče kar nekaj naredi, kar doda k predstavi. Mislim, da je tudi tokrat, tako da smo bili zadovoljni tako z izvedbo kot s publiko in mislim, da smo se kar vsi dobro imeli. Tokratna igralska zasedba ni bila samo smleška, ampak so v ekipo pripeljali tudi nekaj gostujočih igralcev. Ja, tokrat številčna in iz vseh vetrov, ja. Smo imeli kar težave, no, se sestaviti. Pač ekipa igralska se stara, kakorkoli že, obveznosti so tukaj, družine, službe, vse sorte zadeve in smo imeli kar velike težave, no, da smo se sestavili. Smo bili kar pozni, iskali smo ukrepitve na vseh mogočih bregovih po občini, tako da smo res tudi zadovoljni, da smo jih dobili. Tako da letos smo taka mal mednarodna zasedba, lahko rečemo, ne, nismo mednarodna, ampak ja, se nam je pa kar nekaj novih priključili in tudi novih igralcev, ki se še nikoli niso preizkusili na odru, tako da ja, nekaj novega tokrat. To je zdaj že moja druga predstava, a ne, tako da zdaj pravzaprav bi se počutil, oziroma bi bilo že kar slabo, če me ne bi bilo. V redu, krasni ljudje, lepo so me sprejeli in če bo še kaj takega, bom z veseljem pristopil, če bom lahko ponudil svojo moč. Improvizacije tokrat celo ni bilo toliko, kot jo je ponavad. Je pa res, da s to ekipo delati je pač super, mi smo, moram reči, kar malo taka klapa in da se nam zelo pozna, da nam je to veselje in velik del vsega skupaj ni sam predstava, ampak naše druženje prej na vajah, po predstavah in ves čas vmes. Jaz mislim, da mora biti to, da se ekipa ima lušten, da uživa v vajah. Letos so bile vaje še posebej zahtevne, zato ker smo imeli non-stop sam dež. To je predpogoj za to, da potem lahko pravzaprav do predstave pride. In jaz res verjamem, da se to pol tudi vidi, a je ena energija med nastopajočimi in to pa lahko odtehta tudi mogoče kakšno simpatično napako, ki se prikrade. Glavno vlogo je tokrat prevzel izkušeni Zvone Nagode, ki se je prelevil v župana Golide. Vedno je treba režiserja poslušati, a ne, zdaj, če je slučajno župan, jaz drugače sem pa, seveda, kot župan sem pa tukaj tudi jaz nastopil, ne, dokler seveda ne pride neka višja inštanca, kar se je pa videli, da potem pa tudi tukaj župan poklekne. Vsaka podobnost z resničnostjo je zgolj naključje, bomo rekli. Kar nekaj poskusov mešanja štrene je tudi strani občinskega pisarja, ki pa pri tem ni preveč uspešen. V njegove čevlje je tokrat stopil Klemen Košir. Priprav je kar nekaj, ampak bolj kot priprave so živčki tik pred predstavo, včasih malo tudi vmes. Drugače pa količina teksta niti ni nujno
tista stvar, ki je najbolj naporna. Mogoče je težje včasih v isti vlogi, v različnih delih teksta se iz enih čustev v druga preleviti in spreminjati pač svoj način govora. Vaški pisar, ki rad njuha tobak in ga o Golidi pravzaprav nihče zares ne ceni, pa ni edini lik, ki vas bo iz srca nasmejal. Kar nekaj dobre volje vzbudijo spomini policaja, ki se rad spominja, kako se je kot vojak boril v Afriki, pa zlikovec, ki po spletu naključi za nekaj časa postane pomemben državni uradnik, in pa seveda Jurca, vaški ubožec, ki ga vsi močno podcenjujejo, a na koncu pokaže, da je včasih zdrava kmečka pamet tisto, kar še najbolj potrebujemo. Pa seveda tudi vsi ostali igralci, ki poskrbijo, da Golida za dobro uro postane naša občina, s katero pravzaprav ni težko poiskati nekaj vzporednic z današnjim življenjem. Predstavo so izvedli v čarobnem ambientu Merjaščeve domačije, kjer so se smleški igralci že dodobra udomačili in so izjemno hvaležni, da imajo svoje predstave lahko tam. Zelo smo hvaležni res lastnikom. Pa v bistvu, ko smo tekst dobili, ko smo ga brali, je bila prva misel, pa to je za Merjaščevo domačijo narejen, v bistvu samo pridemo dol, odigramo, nič ne rabimo dodajati, ker ambient že svoje naredi in dejansko je tako. Tokrat je to krčma in ja, pač prizorišče je res prelepo, edinstveno, narejeno za take zadeve, kjer je zaprto, kjer pač lahko postavimo tribuno in kjer imamo mir za to, da vadimo, za to, da izvajamo predstave. In ja, hvala res lastnikom, da nam dovolijo to, ker take stvari definitivno niso, sploh pa ne danes samoumevne. Za piko na i ali pa dober izviren začetek pa so poskrbeli tudi z odprto krčmo pri Golidarskem mostiču, kamor so gledalci povabljeni že pred pričetkom predstave. Zatorej se splača priti že nekoliko prej in se za nekaj minut iz občine Medvode preseliti stoletje nazaj v občino Golida, pozabiti na vse težave in se prepustiti odličnim gostujočim vaškim muzikantom in kozarčku Rujnega. Skratka, poskrbljeno je, da se ima publika res prijetno. Seveda si želimo benevolentne publike, se pravi, da razumejo, da pri teh igrah včasih je bolj pomembna ta socialna kohezivnost, kot bi rekel en tak strašansko velik kulturno-umetniški vtis, pa ta občutek, da smo v resnici vsi del ene skupnosti. Tele Golidarji so ena taka zabavna skupnost, včasih malo podobni Butalcem, ampak na koncu, ko jih gledaš, imaš občutek, da v resnici v svoji koži se dobro počutijo in to je verjetno tisto, kar je tudi najbolj pomembno v življenju. Za tiste, ki si predstave še niste uspeli ogledati, nedeljska je namreč zaradi bolezni v ansamblu žal odpadla, pa še en odgovor na vprašanje, kaj lahko od predstave pričakujete. Odklop v eni vasici, kjer čas poteka mogoče majčkeno drugače in kjer so odnosi majčkeno bolj poenostavljeni med ljudmi in ni narobe biti tudi majčken tepčkast od časa do časa. Si želimo pač, da bi se ljudje en večer prijetno imeli, pa če lahko pesnim še malo naprej, potem bi rekel, da si želimo, da bi mogoče ljudje od tega večera odnesli to, da bi rekli, mater so včasih se znali imeti lušten. In če uspemo doseči to, pa jaz mislim, da smo dosegli vse. Kakšna se vam je zdela tale predstava? Je prav fina, prav lepo v redu, res dobro naredijo. Nejc toliko zna fino zrihtati to vse, ja, ni da bi govoril, res všeč mi je, zato zmeram pridem na tele predstave, sem tako domače ali pa to. Enkratno je, prav veseli smo, da smo se udeležili tega. Ste prvič tukaj na tem dvorišču? Mislim, da drugič, ja. In uživate v takšnem amaterskem gledališču. Kakšni so se vam zdeli igralci zabavni? Zelo odličen sprej. Kako se vam je zdelo? Ja, dober, ja. Simpatična ekipa in predstava? Ja, kot amaterje so zelo v redu, ja. Ste že bili tukaj na kakšni predstavi? Ja, Svabat, ki je pa tista, ki je bil en splavar, ki je čez švercev ljudi tam nam. Je luštno prizorišče, kaj? Ja, zelo v redu. Za tiste, ki niso si ogledali še te predstave, bi jo priporočili? Ja, seveda to pa enkrat ena, da se naj prijejo ogledati.
Že v petek 2. junija nas je na predstavitev svoje prve pesniške zbirke z naslovom Loviti svetlobo v KD Medvode povabila članica literarne sekcije Kuda Fofite Taja Vraterič. Ob krajšem kulturnem programu ob otvoritvi je bila na voljo tudi razstava fotografij, ki so jih posneli člani fotosekcije Kuda Fofite in krasijo notranjost knjige. Dogodek je pritegnil ljubitelje poezije, ki so se zbrali, da bi proslavili ta pomemben trenutek v življenju mlade pesnice. Pesmi, teh se je v zbirki Loviti svetlobo nabralo kar 65, so nastajale v različnih obdobjih Tajinega življenja in se poglabljajo v različne tematike, zdravijo različne rane ter se osvobajajo marsikaterih okov. Prva je nastala pri približno 17 letih, zadnja pri 31. V knjigi si sledijo tako, kot so bile napisane in tečejo prosto kot spomin na vse, kar je bilo in kar je avtorico pripeljalo do tega, kar je danes. Tako da je kar široko časovno obdobje, različne življenjske preizkušnje. Kaj bojo najdel? Ne vem. V resnici upam, da svetlobo, upam, da mogoče sebe, da mogoče kdo lahko začuti mene, besede, ne vem, življenje. Zbirka pesmi Sem v resnici jaz. V trenutkih golote, razpada in zaleta je mlada pesnica zaupala zbranim na predstavitvi. Takrat, ko je najbolj hudo, se usedemo, pogledamo in takrat najlepša rata ven. Pri pisanju se poigrava z besednimi oblikami in pravili ter si pri tem dopušča vso svobodo, ki jo nudi pisana beseda. Njena forma pesmi je zato zelo odprta. Tudi tematsko se ne želi omejevati. Ker se ne rabimo definirati, ker se ne rabimo loviti v neke meje. Ja, se poigravam definitivno z rimami, z oblikami, ampak pogosto je tako, da ko prime v bistvu neko kanaliziranje in steče čez tebe in pride v obliki, kot je. In poezija to dovoljuje, zato sem se najdla tle. Od nekdaj je rada raziskovala besedo, privlačilo pa jo je in jo še vedno, kot pravi, tisto, kar je očem skrito. Pesmi rada piše prosto, jih ne zaključuje in jih prepušča interpretaciji bralca. Zbirko je sicer razdelila na 3 vsebinske sklope. Poglavje sem določila čisto spontano v resnici. Mogoče sem ločevala glede na obdobja oziroma kjer sem jaz zaznala, da sem pač naredila nek korak naprej, nek premik. Si pa pesmi sledijo tako, kot so bile pisane. Tako da ljudje, ki me res dobro poznajo in ki poznajo pač moje življenje in kaj sem vse doživljala, dejansko lahko to še enkrat podoživijo. In jaz to podoživljam, ko berem to za nazaj. Lahko okušam, vidim momente, ko sem to pisala. Tako da tečejo čisto prosto. Slovenska lirika je s pesniškim prvencem Taje Vraterič pridobila izvirno zbirko poezije, prežeto s preigravanji raznolikih stilov, odtenkov in motivov. Občutja nastanjena v tišini in v preizpraševanju temnine sonca, bralski doživljaj popeljejo na surovo, ponekod kruto, a vedno iskreno in pristno bližino s poetično govorico pesnice, je v spremni besedi še zapisala urednica Klara Vulikič, sicer vodja literarne sekcije Kuda Fofite. Ampak ja, če bi mogoče gledala po poglavjih, bi šla od neke mogoče čisto pač prve ljubezni do spoznavanja sebe, kdo sem jaz v svetu, do razne depresije, raznih diagnoz, do potem v resnici odpiranja samemu sebi, sprejemanja same sebe in lovljenje svetlobe. Poleg izdaje zbirke je bila predstavitev v Kulturnem domu Medvode tudi priložnost za avtorico, da svoje pesmi podeli s poslušalci v živo. Pesmi, ki so zbrane popeljale na pesničino popotovanje po globinah njenega jaza vse do svetlobe, sta interpretirala Maša Kavčič in Matej Ulčar. Za glasbeno spremljavo pa je poskrbela zasedba Mantra. Del predstavitve zbirke pa je bila tudi razstava fotografij v Baru kulture 313,6, ki sicer bogatijo notranjost zbirke. Fotografije so delo članov fotosekcije Matevža Jeklerja in Borisa Primožiča. Jaz sem v bistvu od nekdaj rada iskala, se pravi, ne vem, neko simboliko, kakorkoli,
besede povezvala z videnjem, da dejansko, ko pač bereš oziroma vidiš nekaj, da imaš vse čute vključene. Tako da ja, potem sem se odločila, da bomo dejansko pač neki pesmi poslikali. Same ideje so se pač rojevale po svoje, mečkanje pač itak inspiracije tako skje drugje, ampak mislim, da to lepo dopolnejo, no. Da so v bistvu nek suport, lahko so same zase, lahko so pa pač res suport pesmi. Taja Vratarič je svojo prvo zbirko tako odprla novo poglavje na svoji literarni poti ter se predstavila kot izjemno nadarjena pesnica, ki bo, upati je, še naprej navduševala bralce s svojim pesniškim darom. Zbirka Loviti svetlobo je na voljo za nakup ali pa zgolj prebiranje v pijači v Baru kulture 313,6. Sekcija Bezek Kuda Jarem dela brez prestanka in tokrat sta Kaja in Sara Bukovšak, seveda pod budnim očesom mentorja Jurija Marzusika, v goste na Aljaževino povabili našo odlično, večkrat nagrajeno igralko Moniko Jekler, ljubiteljsko kuharico, tudi saksofonistko, sicer pa po poklicu umetnostno zgodovinarko, ki je svoje strasti našla na drugih področjih in jo trenutno, poleg gledališča, najbolj vznemirja zaodrje, tako v gledališču kot na televiziji. Obiskovalci so uživali v simpatičnem pogovoru in se na koncu še posladkali s tiramisujem s kavnim kaviarjem, ki ga je Monika pripravila posebej zanje. Kaja in Sara Bukovšak tudi sami zelo radi kuhata in to je bil najbrž eden primarnih razlogov, da sta tokrat v goste povabili Moniko Jekler, ki je kot ljubiteljska kuharica svoje kulinarične spretnosti pokazala preko spletnih in televizijskih kanalov, a zagotovo ji je z mladima Upamo Medvod skupna tudi igralska pot. Le da je Monika že prekaljena in večkrat nagrajena igralka, dekleti pa sta šele v začetku njune kariere. In skupno jim je tudi intervju, le da sta bili spraševalki, tokrat Kaja in Sara, Monika pa je bila v vlogi, ki ji sicer ni najljubša. Zdaj smo pred tem začetkom tistega pravega intervjuja današnjega, kaj treme? Trema je pa vedno. Če jo ne bilo, pol sem lahko kar mrtva, po moje. Pričakuješ kakšno nenavadno vprašanje? Upam, da ne. Bojazen je bila odveč, pogovor je hitro stekel in najprej smo izvedeli, da je Monika končala enopredmetni študij umetnostne zgodovine, ki je bil sicer všeč, diplomirala je na temo Art Deco v slikarstvu in če bi bila možnost brezplačnega drugega študija, bi šla študirati še na Akademijo za gledališče, radio, film in televizijo. Lotili so se tudi njene igralske kariere, ki jo je začela v Medvodah v predstavah Zaspanci, Čarovnik iz Oza in Snežna kraljica. Kasneje pa se je lotila številnih gledaliških zvrsti, nazadnje groteskno absurdne drame Ljudski demokratični cirkus Sakešvili. Za njeno igranje je prejela več nagrad in priznanj, saj skorajda ni vloge, ki je ne bi odlično odigrala, zato nas je zanimalo, kaj je po njenem pomembno pri sami igri. Zdaj jaz mislim, da ta neka, kako bi rekla, čuječnost mogoče, no? Da se pa empatija v bistvu, ker ti moraš vse na nek način stopati v drug lik, ne? Ti moraš malo sebe pustiti za sabo in biti nekdo drug na nek način, ne? In to lahko samo v bistvu z nekim razumevanjem karakterja lika dosežeš. Absolutno so pomembne tudi neke improvizacije in reševanje situacij, ko gre tekst po svoje, ampak to se mi zdi sekundarnega pomena, no? Res dobra igra je to, da se ti znaš vživeti v nekoga drugega. Je kakšen tip karakterja, ki ti recimo posebej ustreza, kakšen, bom rekla, bolj nor, kakšen bolj žalosten, kakšen, bom rekla, bolj smešen? Zdaj bom obrnila to vprašanje, pa bom rekla, da se mi zdi, da mi najmanj ustrezajo komedije. Vse predstave, ki jih je odigrala, so ji bile ljube, če pa se že mora odločiti za najljubšo, pa je to vloga v predstavi Bog masakra. Zagotovo ji bo naslednji projekt, ki je trenutno sicer šele v razmišljanju, zelo pisan na kožo, saj se bodo lotili eksistencialistične Sartrove drame Zaprta vrata. Največ vprašanj pa je Monika tokrat prejela o svojem kuhanju, a na vprašanje, kaj najraje skuha, ne jaz, ne Jarmovci nismo dobili direktnega odgovora. Mislim, da ni stvari, kaj najraje skuham, zato ker zelo rada eksperimentiram na nek način. Naučila sem se pa kuhati, bi rekla, da skozi
gledanje babi, kako kuha. No? In se mi zdi, da sem dobila od babi ta gostiteljski nagon, ali kako bi temu rekla. No? Zelo rada gostim in posledično rada pač pripravljam zadeve, hrane. Je pa zagotovo ljubiteljica vegetarijanske hrane, kar je dokazala tudi vsem, ki ste spremljali njene kuharske dvoboje z Juretom Galičičem, ki je bil na strani tistih, ki si obroka brez mesa težko predstavljajo. To je meni zelo zanimivo, ker v bistvu se da veliko stvari narediti brez mesa. Pa tudi meso se na nek način da nadomestiti. Tako da ne vem, zakaj imamo take probleme z vegetarijansko hrano. Monika je bila tudi 20 let vegetarijanka, zdaj pa je meso na njenem jedilniku 1 do 2 tedensko. Je sicer tudi velika ljubiteljica zelišč, kombinacije timijan s čokolado, datlji z grško baziliko ji privabijo velik nasmeh na obraz. Njena najljubša torta je mango rožmarinova, a še nekaj je, brez česar ne more. Ne bom rekla, najraje uporabljam pri svoji kuhinji, ampak brez sira mi živeti ni. In kakšna jed, ki bi ti recimo zdaj padla na pamet, da bi jo lahko postregla? Sira? Iz sira, mislim, zdaj, ko smo tako blizu kmetije Mis, bi kar tole res dobro kislo smetano izpostavila, pa žlico, drugega ne rabiš. Tokrat je za obiskovalce Aljaževe hiše pripravila odličen tiramisu v lončku, ki ne samo, da je bil izjemnega okusa, tudi na pogled je bil kot iz najboljših cateringov. Tudi catering za prijatelje je ena Monikinih strasti. Hobijev torej toliko, da je kar nekoliko zanemarila igranje v godbi, čeprav razmišlja, da bo kmalu spet vzela v roke svoj saksofon in obudila še svoj glasbeni talent. A tudi preživeti je treba in Monika svoje sanje živi tudi v profesionalnem življenju. Preselila sem se iz odra v zaodrje, tako da zdaj trenutno sem v nekem gledališču mečkan v zaodrju in pa v reality šovih kot reporter. Je to tisto, kar je recimo, kar vidiš vnaprej tudi? Ja, iskreno, to reportersko delo sem ugotovila, da mi zelo leži, ker je tudi v reporterju mora biti veliko dramaturga, igralca, scenarista, pa še psihologa, kar mi pa tudi ustreza. Če se boste torej prijavili v oddajo Kmetija, bo Monika z vami naredila intervju. Njena ne preveč skrita želja pa je, da bi lahko izjave snemala v oddaji Sanjski moški, saj jo vznemirjajo vse možnosti ustvarjanja zgodb med toliko različnimi dekleti, ki se borijo za enega samega moškega. Mi pa se že veselimo jubilejnega pogovora sekcije Bezeg, s kom bo to, nam tokrat še niso zaupali, zagotovo pa bo to spet zanimiv in iskriv sogovornik, kot so bili vsi do sedaj. Godba Medvode je v petek zvečer uspešno naredila uvod v festival Poletja med vodami, ki ga tudi letos, drugo leto zapored, organizira javni zavod Sotočje Medvode. Godbeniki so na medvoški tržnici pričarali čarobno vzdušje ob preigravanju melodij zlate glasbe slovenske popevke v sodelovanju z legendami slovenske popevke in tistimi, ki bodo to šele postali. Nino Strnad, Zalo Smolnikar in Otom Pestnerjem. Lansko leto se je javni zavod Sotočje prvič odločil, da se bo lotil velikega projekta organizacije poletnega kulturnega festivala v Medvodah, kjer bodo tekom celega poletja organizirali več glasbenih in kulturnih prireditev v občini Medvode. Festival, ki so ga poimenovali Poletje med vodami, je lani prejel ogromno čudovitih odzivov, zaradi česar so se odločili, da ga bodo organizirali tudi letos. Ja, namen že drugega festivala Poletja med vodami je, da pač Medvoščanom ponudimo dogajanje v poletnem času, predvsem v obliki koncertov, pa tudi kino predstav in pa drugih predstav, predvsem stand-upov na prostem. Glavnina dogodkov bo tako kot v lanskem letu na tržnici Medvode, ki je en tak imeniten prostor v Medvodah, ki ga izkoriščamo, vedno bolj se trudimo in verjamem, da bodo tudi Medvoščani počasi ga sprejeli za svojega kot prostor, kamor se gre lahko pogledati poslušati in uživati v kakšnem dobrem koncertu in pogledati kakšno dobro filmsko predstavo. Prvi dogodek v sklopu festivala je bil večer slovenske popevke z Godbo Medvode in gosti. Godba Medvode pod vodstvom dirigenta Roka Škrlja je na dogodku tako preigravala zimzelene melodije slovenske popevke, da pa je bil celoten dogodek še bolj čaroben, pa so povabili tudi 3 goste. Vsi trije sedaj že legende slovenske popevke, to so Zala Smolnikar Zali, Nina Strnad
in Oto Pesner. Že v lanskem letu je prišla pobuda strani javnega zavoda Sotočje Medvode, da bi mogoče pa Godba pripravila en večer popevke, slovenske popevke. Godba je seveda bila za, dirigent Rok Škrlj je pa uspel privabiti res 3 imenitna imena, najboljše slovenske soliste, solopevce in pevke, tako da smo res lahko hvaležni in zadovoljni, da nam je uspel en tak čudovit dogodek. Za te 3 smo se odločili, ker smo iskali najboljše, čist preprost, to so izkušeni pevci, vključno z Zalo, čeprav je mlajša od njiju, od Nine in Ota, so vsem spadajo v te z dolgo kilometrino. Zdaj, oni so že vsi tudi nastopali na recimo popevkah, večjih festivalih po Sloveniji in smo rekli, gremo all in. Godbi in gostom je tako pod zvezdami na tržnici Medvode v sodelovanju z zvezdami slovenske popevke uspelo pričarati čudovit dogodek tako za obiskovalce kot tudi za nastopajoče. Jaz sem ponosen in res vesel, da sem bil del tega, da sem recimo tudi dirigiral, ko je pel gospod Oto Pesner. Mislim, da to težko opišem sploh, no. Saj si ne moramo predstavljati, ko so prej povedali, v katerih letih je on že nastopal na popevki, pač verjetno večine godbenikov sploh še ni bilo na tem svetu, ne. Res je legenda. Hkrati pa obe tudi ostali pevki, se pravim, Zala Smolnikar, Nina Strnad, to so res perfekcionisti in res dobri. Mislim, meni je noro itak, ker sem lahko z njima danes v boku pela, tako da res hvala vama, da sem imela to čast. Tako da ja, pač to ne. Ja, nam je bilo lepo, meni je bilo lepo, jaz sem imela fino, ljudje so bili zadovoljni, vreme je bilo fantastično, čeprav je kazalo, da bo slabo. Tako da jaz mislim, da smo en lep večer naredili. Jaz si pridružujem mojima kolegicama, ker se mi zdi, da sta povedala vse, kar je potrebno povedati in jaz bi temu dodal samo en ja in pozdravil vse poslušalke in gledalce in poslušalce vaše televizije, tudi radija verjetno, sigurno ga morate imeti. Tako da, okej, pa drugič. V glavnem, lepo se imejte, hvala, da ste prišli in meni je bilo zelo všeč. Kot že omenjeno, so na dogodku igrali izključno glasbo iz festivalov slovenske popevke. Skladbe, ki so bile popularne tako pred 30, 40 in 50 leti, prav tako pa še danes uživajo sloves slovenskih evergreen skladb, ki mnogim mladim tudi danes pričarajo v življenje kanček magije in nostalgije za zlata leta slovenske glasbe. Ja, jaz bi pa tle mogoče kar povzel, jaz sem neke vrste otrok tega festivala, saj en del, kajti tam med leti 70 pa dalje, seveda je takrat ta festival res dobil krila in takrat je bila naša slovenska zabavna muzika, res je imela predznak zlata glasba, ne? Ker je dokazala to tolikrat, da še danes tudi tisti, ki jo šele spoznavajo, ratujejo simpatizerji tistega, kar smo mi snemali leta 70, 71 in naprej. Ne? Ja, neko čarobnost, recimo za našo generacijo, neko čarobnost nazaj prinaša. Festival je tako imel čudovit in magičen začetek. Organizatorji pa obljubljajo, da te magije še ni konec, temveč jo bodo tekom poletja večkrat pričarali. Najprej seveda 8. julija na celodnevnem dogodku ob odprtju Medvoške brvi, kasneje pa tekom poletja še na večjih koncertih, kot so koncert Klap, koncert Roberta Petana na Trgu Svetega Urha, Kokosi in Jet Black Diamonds v jedru ter koncert Hamo in Tribute to Love ponovno na Medvoški tržnici. Poleg koncertov pa bodo organizirani tudi filmski večeri in stand-up. Več o tem pa si lahko preberete na Facebook strani festivala ali na njihovi spletni strani visitmedvode.si/poševnica Poletje med vodami. A kot že omenjeno, najprej veliki dogodek ob odprtju brvi 8. julija. Ja, torej verjetno največji dogodek, ki prihaja, je čez približno en mesec, 8. julija, bo v sklopu odprtja nove kolesarske poti in pa brvi čez Savo, tule na Sotočju. Celodnevno dogajanje, torej v soboto 8. julija, že popoldansko dogajanje s karavano okusov, z animacijami za otroke in pa potem Pika na i, večerni koncert ob 21. uri z Nino Pušlar. In ker gre za dogodek za Medvoščane,
ker gre za otvoritev kolesarske vrvi in neko novo veliko pridobitev. Vabimo vse, da se zapeljejo po tej vrvi tisti dan in pridejo na prizorišče in potem si ob 9. uri zvečer še ogledajo koncert Nine Pušlar in prost bo vstop. Tako da res vsi lepo povabljeni. Minuli teden je bil že sicer zelo glasbeno obarvan. Tik pred koncertom Godbe Medvode smo se namreč odzvali še vabilu na koncert vokalne skupine Fone Megale, tradicionalno v cerkvi svetega Štefana v Sori. V ponedeljek pa še na koncert 3 pevskih sestavov, ki pod mentorstvom Bernarde Rakovec uspešno prepevajo v osnovni šoli Medvode. O tem prihodnjič. Gasilska zveza Medvode je v soboto dopoldne na športnem igrišču Policijske akademije v Tacnu pripravila tekmovanje za mladino. Sodelovalo je 14 ekip, največ zmag pa so ponovno zabeležili v PGD Zbilje. Bolj kot vse pa je tudi tu pomembno druženje in seveda kolektivni duh. Tako kot je to že tradicija, občinska gasilska tekmovanja, v tem primeru mladinsko tekmovanje v gasilsko-športnih disciplinah, organizirata skupaj 2 gasilski zvezi, Vodiška in Medvoška. Tokrat izjemoma na drugem prizorišču. Skupaj iz obeh gasilskih zvez Vodice ter Medvode je prisotnih 30 ekip, kar pomeni 300 mladih na tem današnjem srečanju skupaj s svojimi mentorji in seveda zvestimi navijači. Iz same gasilske zveze Medvode je prisotnih 16 ekip, kar pomeni 160 nadobudnih gasilcev in seveda samo želimo si, da tudi kakšen izmed le njih tudi pride v članske vrste. 3 vaje imajo, vajo razvrščanja, vajo z vedrovko, potem imajo še štafeto. Tako da združuje jih tudi prijateljstvo in veliko znanja pridobijo s tem. Medvoški gasilski podmladek že sicer niza dobre uvrstitve tako na regijskih kot tudi na državnih tekmovanjih. V letošnjem letu imamo že zagotovljena 4 ekipe na državnem tekmovanju iz ciklusa lanske jeseni, 4 mladinske ekipe in pa 1 veteransko, tako da smo lahko na samo tekmovanje, kar se tiče Gasilske zveze Medvode, zagotovo ponosni, saj se vse ekipe iz vseh tekmovanj vračajo z največjimi uspehi. Navsezadnje imamo olimpijsko ekipo, ki je bila lani v Celju na gasilski mladinski olimpijadi. In pa če čisto svežo informacijo podam, izpred tedna dni na tekmovanju v gasilski orientaciji, na regijskem tekmovanju, so nas odlično zastopale vse ekipe, ki so zastopale Gasilsko zvezo Medvode, še posebej pa izpostavim pionirke PGD Smlednik, ki so se s prvim mestom na regijski tekmi uvrstile tudi na državno gasilsko tekmovanje v orientaciji. Danes je tle 25 otrok, 5 mentorjev, pripeljali smo 1 pionirsko ekipo, 1 mladinsko ekipo. Po moje, da so dobro pripravljeni, videli pa bomo, kako se bodo odrezali, kaj bodo živci naredili, tako da upamo na najboljše. Katera vaja in bo delala največ težav? Jaz mislim, da največ težav mogoče kakšna vaja razvrščanja, ki se je treba določene protokole naučiti, določena pravila so v gasilstvu. Ostala pa mislim, da bi mogli iti na štafeta, mislim, da ne bo predstavljala težav, ostale vaje pa tudi ne. Podobno so razmišljali tudi v prostovoljnem gasilskem društvu Zbilje, da jim bo največ težav delala prav vaja razvrščanja. Tle pa se zelo vsem ponavadi, zato ker tudi vsak let se spreminjajo določena pravila in vsak let se največ ekipam lihne razvrščanje, ko v bistvu, če tako pogledamo, ne samo korakamo, ampak je največ napak po mojem se ravno tam zgodi. Ja, res je, tam je pa treba red in disciplino, to se pravi, tako kot se učimo gasilci, da upoštevamo poveljujočega, bodisi na paradi, bodisi na samem poveljevanju in seveda tam se učijo prav teh korakov, komand, se pravi vsega, kar poveljnik mora vedeti, kako tudi s poveljevanjem ukrepati ob intervenciji, kjer moramo seveda vsi, ki smo nižji od poveljnika, seveda upoštevati vodjo tistega, ki vodi intervencijo. Če so bili najbolj glasni in navijaško razpoloženi mladi iz Sore, pa so Zbiljci prišli z najmočnejšo zasedbo. Ja, tudi letos nismo razočarali, letos imamo 6 ekip, kar pomeni, da imamo praktično 60 otrok. Zelo sem ponosen na ekipo mentorjev, zato ker smo v bistvu naredili nek sistem mentorjev, da smo mladi prevzeli stvari in v bistvu imamo vsaka ekipa po 2 mentorja, kar je v bistvu zelo lepo in za razvoj društva in za vse. Na kaj ciljamo iskreno to, da se imajo otroci dober, in to je tudi
po sestanku z mentorji bil glavni cilj, da se imajo otroci dobro, da konc dneva lahko rečemo, da se uživa, ker v bistvu kakorkoli obrnemo, smo vsi mi, zaradi tega, ker smo se imeli fajn, prišli gasilcem. Tako da cilj nas je pač, da v bistvu se imajo otroci dobro in na koncu, da se imajo mentorji dobro. V PGD Zbilje imajo že sicer največ izkušenj, tudi z olimpijskimi tekmovanji. Že 4-krat se je ekipi mladink uspelo uvrstiti tudi na olimpijado. Letos regijskega iz te vaje ni, ampak smo se kar dogovorili med sabo, če bomo pač v bistvu prišli med top 3, da se bomo tudi, ko bojo kvalifikacija, pa kakorkoli, da se bomo pogovorili in šli probati še enkrat, seveda olimpijado, ampak to je res, to ni mačji kašelj. Že tukaj jaz pravim, tekmovanje je tekmovanje in ne ločem lih ali olimpijade ali občinsko tekmovanje, zame je tekma in važno, da se v bistvu, kot sem rekel, da se otroci zabavajo in če pa še pride ta kanček sreče oziroma znanja zraven, pa da nam uspe, pa to bolj. Sam je v gasilske vrste stopil, tako kot večina zbilcev, pri 6 letih. Leta 2014 je postal mentor ekip mladink, letos pa vodja celotne mladine v društvu. Ker mi je cilj zaradi tega, da se dela, ker, kot sem prej rekel, imamo podmladek, kar se tiče mentorjev, imamo podmladek, kar se tiče tekmovalcev in bi bilo zelo neumno in narobe, če ne bi tega dajali naprej. Svoje znanje, ker kakorkoli obračamo, znanje, ki ga dobimo skozi leta, je fajn, da damo naprej zdaj, ko smo mladi, da bojo v bistvu generacije za nami potem delale isto kot mi. Dejansko je tudi na sobotnem tekmovanju največ prvih mest, 3 od 4 možnih, pripadlo ekipam iz prostovoljnega gasilskega društva Zbilje. Slavili so pionirji, pionirke in mladinke. Le ekipa mladincev je morala to mesto prepustiti smleški ekipi. Športni pedagogi ugotavljajo, da je mogoče kondicija teh mladih slabša, kot je bila pred korona časi. Kaj vi ugotavljate v gasilskih vrstah? Se mi zdi, da korona ni nič kaj dosti vplivala na kondicijsko stanje otrok, mogoče bolj na socialno stanje otrok, ampak so se te stvari že izboljšale. Otroci so zelo dobro povezani med sabo in to jih tudi pelje naprej. Naša mladina glede Gasilske zveze Medvode je zelo dobro pripravljena, tudi veliko več otrok imamo, se povečuje število otrok na vseh vajah po celi Gasilski zvezi, seveda zahvaljujoč mentorjem, ki dobro delajo z njimi, tako da ne opazimo tega pomanjkanja aktivnosti. Na tokratnem gasilsko-športnem tekmovanju so sodelovale pionirske in mladinske ekipe iz vseh prostovoljnih gasilskih društev povezanih v Gasilsko zvezo Medvode, razen iz prostovoljnega gasilskega društva Preska Medvode. 10. junija leta 2001 je bilo na vrhu Polhograjske grmade prvo uradno srečanje planincev občin Medvode in Polhogradec. Ob tej priložnosti sta župana obeh občin predala namenu tudi orientacijsko ploščo, kaži pot po sosednjih bližnjih in daljnih vrhovih in podpisala simbolično listino, ki je formalno določila mejno črto na tem vrhu. Od takrat dalje velja, da se 10. junija pozno popoldne ne glede na vreme na vrhu srečajo planinci obeh občin. Navkljub temu, da je bila prejšnjo soboto vremenska napoved precej negotova, se je zbralo skoraj 50 planincev iz obeh strani grmade. Med njimi so tudi taki, ki nikoli niso manjkali. Tudi letos sta prijateljstvo med sosednjima občinama potrdila oba župana, ki sta tudi nagovorila prisotne ljubitelje polhograjcev. Srečanje se je z vrha kasneje preselilo še na medvoško stran, na kmetijo odprtih vrat na Gontah. V torek popoldne so v okrepčevalnici Stan namenu predali nova prenovljena igrala. Obenem pa so najmlajšim obiskovalcem v brezplačen ogled ponudili še gledališko igrico, ki jo je pripravil Sten Vilar, svojo švedsko prijateljico Piko Nogavičko. Starši uživajo v pijači in sladkih prigrizkih, medtem ko otroci uživajo v gledališki predstavi in se igrajo na številnih igralih, iščejo palčke po gozdu ali pa samo opazujejo kozice v svojem domovanju v Ribniku. Starši se tako tudi drugače z veseljem odločajo za obisk lokala, saj vedo, da se bodo njihovi otroci lahko brezskrbno igrali, kar pripomore k temu, da sta na ta način izstopa iz množice gostinskih lokalov. Javni zavod Sotočje je v sodelovanju s Športno zvezo Medvode in Olimpijskim komitejem Slovenije že prejšnji petek organiziral sedaj že tradicionalno mini olimpijado in s tem odprl festival Medvode v gibanju. Na mini olimpijadi je sodelovalo več kot 700 otrok iz prve triade vseh medvoških osnovnih šol in starejših skupin vrtca Medvode, ki so se na dogodku lahko preizkusili v 34 različnih disciplinah. Pretekli konec tedna je bil športno obarvan, saj se je odvil sedaj že tradicionalni festival Medvode v gibanju.
Tako kot ostala leta je bila prva dejavnost festivala namenjena tistim najmlajšim. V petek dopoldan je tako javni zavod Sotočje v sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije in Športno zvezo Medvode na nogometnem igrišču v Medvodah priredil mini olimpijado. Ja, zdaj lahko rečemo, da gre že za tradicionalno mini olimpijado v organizaciji Olimpijskega komiteja, javnega zavoda in pa Športne zveze Medvode. Gre za en tak lušten dogodek, netekmovalne narave, kjer v bistvu otroci prve triade in pa zaključnih letnikov vrtca Medvode spoznavajo različne športne panoge. Skratka, namen je, da uživajo, sodelujejo, da se imajo lepo. Na mini olimpijadi je sodelovalo preko 700 otrok prve triade medvoških osnovnih šol in zadnjih let vrtca Medvode. Organizatorji so v sodelovanju z medvoškimi športnimi društvi za otroke pripravili kar 34 različnih disciplin, v katerih so se lahko preizkusili. Ja, danes imamo na prizorišču kar 700 otrok vseh medvoških osnovnih šol, 2 podružnic in pa vrtca Medvode. Zato smo pripravili 34 gibalnih izzivov. Na vsakem jih sodeluje približno po 20, odvisno od velikosti razreda, in posamezen izziv traja 7 minut, tako da res lahko rečemo, da se bodo otroci seznanili oziroma preizkusili v vseh športnih panogah. Imamo od nogometa, košarke, badmintona, lokostrelstva, smučke, kratke, dolge, žoge, preskakovali bodo, hodili po vrvi, izzivov je res veliko. Prav tako so organizatorji na dogodek povabili tudi 2 slovenski olimpiki, biatlonko Andrejo Mali in šprinterko Alenko Bikar, ki je za otroke pripravila tudi delavnico, kjer jim je predstavila življenje profesionalnega športnika in pot do olimpijskih iger. Ja, glede na to, da sem jaz v zadnjem letu mečkan zbolela, nimam teh moči ali pa kako bi temu rekla, da bi otrokom predstavila mogoče moj šport, ne? Tako da jim poskušam nekako predstaviti olimpijske igre ali pa šport ali pa vse, kar se tiče športa v besedah. Tako da moram reči, da me zdaj že kar mečkan jeziček boli, ko to govorim. Mogoče bi bilo celo boljše, če bi se potrudila pa bi jim pokazala, kako se štarta. Mogoče pa to še storim. Njena točka je bila ena od kar 34 organiziranih. Otroci so se lahko preizkusili v številnih disciplinah, v tako bolj znanih, kot so nogomet, košarka in podobno, kot tudi v nekaterih, ki so bile za nekatere popolnoma nove, a nad vsemi so bili otroci navdušeni. Katere discipline pa so bile otrokom najbolj všeč, pa smo vprašali kar njih. To je sigurno košarka ali kakšen zanimiv šport za žogo. Kaj ne, Ljuben? Ja, enako, tudi košarka, pa tudi badminton imam rad. Karate. Karate, zakaj pa karate? Ker se učim udariti. Zdaj mi plešemo, igramo se plesne kipce, pa tisti, ki izpade, pa je tisti, ki se premakne, izpade. Balinčkanje. Košarko igrati. Imaš 2 smučki, ki gre lahko več gor. Ljubimo ravnotežje kot deskanje. Nogomet. Nogomet, zakaj pa nogomet? Zato, ker mi je dobro dribljati pa žoge braniti. Disciplin je bilo res veliko. Otroci pa so se na vsaki izmed njih zabavali in se urili v najrazličnejših spretnostih. Prav tako pa so na dogodku otroci razvijali timski duh, vztrajnost, medsebojno spoštovanje in se navajali na zdrav življenjski slog. V zadnjih letih, sploh v pokoronskem času, pa je bilo žal opazno to, da vse manj otrok živi zdrav življenjski slog in da se vse manj otrok ukvarja s športom, zaradi česar so taki dogodki, kot je mini olimpijada, vedno bolj pomembni. Ja, jaz sem športnica po duši in pa tudi prej je bila aktivna športnica. Bom rekla, da je šport zelo pomemben, da otroci rabijo gibanje, vsakodnevno gibanje. Dokazano je, da se potem tudi drugače odzove oziroma razvija. To je neka protiutež današnjemu hitremu, stresnemu življenju, tako da jaz vidim same pozitivne stvari. O pomenu zdravega življenjskega sloga in o pomenu športa
Je otrokom na dogodku govorila tudi Alenka Bikar, kjer pa je posebej omenila tudi to, da je važno, da se v otroštvu čim več gibaš, tudi če nimaš ambicij za profesionalno ukvarjanje s športom. Jaz mislim, da je najpomembnejše, da se ukvarjajo s športom zato, da se gibajo, da spoznavajo nove prijatelje, ne pa kako uspeti v športu. Ker da ti uspeš v športu, je po moje manjša možnost, kot da zadaneš na loteriji. Tako da bi vsem staršem predvsem svetovala, da ne, mogoče bojo majčkeno za odtenek manj ambiciozni, pa ne rajš usmerijo svoje otroke v to, kar sem prej rekla, ne grejo z njimi ven, ne jih primejo za roke, pa grejo skupaj ven, teč v naravo, hoditi v naravo, gor na Spletniški grad, ne uživajo z njimi, čim bolj predvsem te mladostne, otroške dneve. Preko sodelovanja na mini olimpijadi so otroci tako razvili še večjo ljubezen do športa. Vsak njihov korak, skok ali met je bil poln strasti in želje po še večjemu športnemu udejstvovanju. Odziv je bil čudovit. Otroci pa že nestrpno čakajo na prihodnje leto, da se bodo ponovno lahko udeležili mini olimpijade. Hvala, super mini olimpijada! Na prizorišča 3 prometnih nesreč so bili v preteklem tednu poklicani medvoški policisti, vendar so pri vseh zaradi manjše škode tudi odstopili od ogleda. Ena se je zgodila na cesti Ljubljana-Kranj, v nesreči na ladji je bil udeležen tudi tujec, v Valburgi pa so trčila kar 3 vozila. Neznani storilec je z avtomobila parkiranega v Zbiljah ukradel registrsko tablico. Neznanec, ki je vozil 4-kolesnik, pa je z objestno vožnjo po parkirišču pri Starem gradu poškodoval več vozil. Frajer je namreč z driftanjem po makadamskem parkirišču povzročil, da je kamenje izpod koles na 3 parkiranih vozilih povzročilo materialno škodo v višini 1500 evrov. Kljub opozorilu prisotnih je s kraja odšel, vendar ga bodo policisti našli, saj poznajo njegovo registrsko številko. Občan pa je v Medvodah prijavil vlom v vozilo v Italiji. Neznani samozvani umetnik pa je z oranžnim sprejem izrazil svoje mnenje kar na fasado osnovne šole v Pirničah. Gre seveda za poškodovanje javne ustanove in bo zoper storilca podana kazenska ovadba. Občan je v Dragočani na bančnem avtomatu našel gotovino, ki jo bodo policisti vrnili lastniku, ko bodo ugotovili, kdo je pozabljivec. V Medvodah so policisti pri kontroli pri občanu našli substanco, za katero sumijo, da je prepovedana droga. Po opravljeni analizi bodo sledili nadaljnji ukrepi. Pred trgovino v Medvodah pa je bil večkrat zaloten berač, ki so mu policisti izdali globo in odvzeli dokumente zaradi zavarovanja plačila globe, saj je oseba tuj državljan. Krajan iz Goričan pa je prijavil, da ga je zaradi spora glede zabojnika za smeti fizično napadel sosed. Policisti so krajanu zaradi nedostojnega vedenja izdali globo. Pri kontroli prometa pa so policisti odkrili voznika, ki je vozil pijan, vozniku pa vožnja motornih vozil ni več dovoljena, saj je prekoračil mejo, po kateri zakon predpisuje prenehanje veljavnosti vozniške. Več informacij o delu policistov pa na Facebook strani Policijska uprava Ljubljana. Gledali ste četrtkovo informativno oddajo, prijeten večer vam želim še naprej in seveda nasvidenje do prihodnjega četrtka. Lep pozdrav!